To je Kviki kviz in z nami sta Peter in Jernej. Jernej, ti si zdaj prvič na Kviki kvizu, kako se počutiš? V redu, moram povedati, da sem najslabši igralec kvizov v zgodovini Slovenije. Odlično. Peter, tebi pa uspel premagati Jana, a misliš, da boš tudi Jerneja premagal? Ker zdaj je kar brihtano. Jan je dost slab, Jernej pa je, da drži se ga sloves, da ubija. Da ubija. Ok, the best. Bomo videli, kaj se bo zgodilo. Tokrat se bosta pomerila v vprašanjih na temo prepira. Pa začnimo. Jernej. Yes. Natsuki Baker in MC Anon sta srednješolki, ki držita rekord za najdaljši prepir. Koliko ur je trajal prepir? 42 ur, to je zelo zanimiva zgodba. To je nepravilen odgovor, ampak zelo blizu. Peter, a bi rad popravil ta? Seveda, očitno je 48. 48 ur je pravilen odgovor, to je točka za Petra. Peter, o čem sta se dekleti kregali? O tejle mašni. To je nepravilen odgovor. Jernej. Kregali ste se o tem, če je Pikachu res Pokemon ali je zgolj žival. Ne, to ni pravilen odgovor. Pravilen odgovor bi bil, ali je boljša manga ali anime v seriji Parfight Girls. Bil si malo blizu. Malo sem bil blizu. Zelo dobro, obe vam bil super. Jernej, povej eno sopomenko za argument. Ne vem. Peter. Replika. Pravilen odgovor bi bil utemeljitev. Noben dobi točke. Peter, naštej 3 sopomenke za prepiranje. Kreganje. Ja. Spor. Ja. Tisto pričkanje. Pričkanje je pravilen odgovor, dobiš točko. Bravo. Peter, Jernej, kaj je prvo pravilo Fight Cluba? Ne govori se o Fight Clubu. To je pravilen odgovor. Peter, kaj je drugo pravilo Fight Cluba? Ne govori se o Fight Clubu. To je tudi pravilen odgovor, neverjetno, še ena pravilna točka, oziroma še ena točka. Jernej, jaz ti bom prebral prevod pesmi, iz katere pesmi je besedilo. Moraš se boriti za pravico do zabave. You gotta fight! To je Beastie Boys. You gotta fight for your right. To je pravilen odgovor. Tukaj imaš celo pesem. Če ti jo rata pravilno za 5, dobiš še dodatno točko. Kaj moram za 5? Za 5. Oziroma... Your mom doesn't know what's that noise. Sem je razumel. Oh, mom, it's a Beastie Boys. You gotta fight for your right. To je bila najboljša interpretacija te pesmi, ki sem jo karkoli slišal. Jernej, dobiš še eno točko. Peter, vprašanje zate. Prebral bom spet prevod pesmi, ti ugotoviš, iz katere pesmi je besedilo. Dvignem se, nazaj sem na ulici, delal sem trdo, zagrabil priložnost. Ja, to pa je Oto Pestner, ne? To že ni pravilen odgovor. Jernej. Ne, ni Adi Smolar, tudi ni. Ne vem. Se pravi, besedilo je v angleščini, tudi to ni bil pravilen odgovor, noben ne dobi točko. Pravilen odgovor je Eye of the Tiger. Peter, če pravilno odpoveš, dobiš še vse eno točko. Back on the street, take my time, Besedilo take my prebereš, chances. Ja, se je. Ja, v bistvu, veš kaj, dovolj dober je bilo, Peter. Ja, Dobiš eno točko za svoje branje. Pogledali si bomo en odlomek iz filma ali serije. Ne omenim, da je Peter eden izmed igralcev v odlomku, zato bo dobil težje vprašanja. Ne bi smela iti na zmek z njim. To je najbolj neumno. Izdala si me. Nisem te izdala. Definitivno si me izdala. Lahko dokončam. A si me ti likar frcalna? Nisi pustila, da povem do konca. Au! To boli! Nehi me frcat! Ti me nehi frcat! Au! Okej, zdaj pa jo bom pa razbila! Jernej, kaj je naslov filma ali serije iz odlomka? To so, jaz bi rekel, so to bili Franci. To je pravilen odgovor, dobiš točko. Peter, katerega leta so začeli snemati to serijo? 1994. To je pravilen odgovor, bravo, Peter. Jernej, naštej vse prijatelje v tej seriji. Ja, bravo, ne. Phoebe, Rachel, Monika, Chandler, Joey. Pa še en model mi manjka, Ross. Pravilen odgovor, bravo, Jernej, dobil si točko. Peter, kako je naslov epizode Prijateljev, iz katere je odlomek?
V angleščini. Ja, prosim. Ne, a je to naslov? Nepravilen odgovor. Jernej? Rachel and Monica having good time. To je nepravilen odgovor. Pravilen odgovor bi bil The One After the Super Bowl. Jernej, ja. vprašanje iz prizora. Kakšne barve je bila nogavica, s katero je Monika pretepla Rachel? Bela. Pravilen odgovor, bravo, Jernej. In Peter, zaradi česa sta se Monika in Rachel prepirali v odlomku? Zaradi fanta. Zaradi katerega fanta? Ja, zaradi izbranca. To ni nič. Jernej? Zaradi fanta. Zaradi Chandlerja. Ne, pravilen odgovor bi bil, katera bo šla na zmenek Jean-Claude Van Damme. Ja, se re. Jernej, spet vprašanje iz prizora. Kateri predmet je bil na predalniku ob mizi? Luč. Ne. Peter? Vaza. Ne. Pravilen odgovor bi bil katodna televizija, spet nobene dobi točke. In še zadnje vprašanje. Peter, kdo je polulal Moniko, ko jo je opekla meduza? Chandler. To je pravilen odgovor, bravo, Peter! Dame in gospodje, znani so rezultati in tokrat je rezultat 6 točk proti 6 točk, kar pomeni, da nismo dobili nobenega zmagovalca, ampak imamo 2 poraženca, kar pomeni, da nihče ne bo dobil te fantastične krone. Žal. Je nič, zdaj pa fanta, stepla se boste, ne? Danes je tema je prepir, tako da stepeta se. Tisto dvaju, ki bo zmagal, dobi lahko to krono, jaz se bom tlele umaknil. A lahko uporablja tvoje bergle? Ja, seveda. Izvoli, vsak dobi eno bergelco, izvolite, zdaj se pa stepta, to, kar se hočeta. Čakaj, ja, aha. Veš kaj, jaz predlagam, a sta kdaj gledala te viteške boje, ki so na konjih, pa se tako delamo, po moje, da lahko vsaki svoje strani drvita in pač vidimo, kaj se zgodi. Seveda, jaz tudi. Ampak, a mi prej posnamemo še ostalo delo, daje? Meni je zelo žal, da ste mogli to videti. Jernej se je oprtil. Tako da zmagovalec je Peter! Peter, čestitke! Bravo! Bravo, Jernej, za naslednjič pa malo več poguma. Enkrat v življenju sem odkorakal od pretepa in me je takoj stal, ne? Ne odkorakati od pretepov. To je nauk. To je nauk naše oddaje. On se skozi tepe. Se vem, Ja, moraš se, če hočeš. Ne? preživeti v tem Ja. okrutnem svetu. Peter, ponovno zmagovalec, kako se počutiš? Ravnodušno. Hvala. Jernej, a bi še ti rad kaj dodal? Ne, jaz mislim, da je to. Da je to, si tudi ti ravnodušen. Ravnodušen sem, ampak sem vesel, dober kviz si pripravil. Hvala lepa, dame in gospodje. Zdaj ste zvedeli vse, kar morate zavedati o teh dveh karakterjih. Oba dva sta zelo nevznemirljiva. To pa je to. Zdaj pa zares zaključujemo ta kviki kviz. Lepo se majte in se vidimo naslednjič. Čau.